Tako, smo že na koncu tedna in pred nami sta uri slovenščine. Danes bomo poslušali posnetek, videoposnetek z naslovom Rojstni dan, pa tudi preverili svoje znanje. Za delo boš potreboval delovni zvezek. Tega dečka se zagotovo spomniš? Kako mu je že ime? Seveda, to je Tomaž. Kaj misliš, da bomo danes počeli? Res je, ogledali si bomo posnetek o Tomaževem svetu. Posnetek najdeš na spletni strani Lili in Bine. Sem pa zraven priložila tudi povezavo do posnetka na YouTubu. Po ogledu posnetka ustno odgovori na moja vprašanja. Je bilo besedilo razumljivo? Se ti je zdelo mogoče težko? Kaj si v posnetku najbolj zapomnil? Ali je besedilo resnično? Kako veš? Kako je Tomaž na posnetku imenoval svoje starše in stare starše? Kako je imenovala mama Tomaža, ko se je z njim pogovarjala po telefonu? Zakaj je Tomaž pripravil seznam iger? Ali je bil vesel, ko so mu sošolci sporočili, da jih ne bo? So se sošolci veselili praznovanja Tomaževega rojstnega dne? Sedaj si še enkrat oglej posnetek. Pozorno spremljaj in si oglej vsako najmanjšo malenkost, saj po ogledu sledi reševanje v delovnem zvezku. Najprej ustno odgovori na vprašanja v posnetku. Na katero praznovanje se je pripravljal Tomaž? Katerega dne je imel Tomaž rojstni dan? Kako je prijatelje povabil na praznovanje? Kaj naj bi delali na praznovanju? Kako se je Tomaž počutil, ker prijatelji niso prišli na njegovo praznovanje? Kdaj bo Tomaž pripravil ponovno praznovanje? Kaj bo babica pripravila za pogostitev? Kateri prazniki so bili omenjeni v posnetku? Zakaj imamo praznike? Kako si ti praznoval novo leto? Sedaj reši stran 62 v delovnem zvezku. Pri prvi nalogi pobarvaj okence z da, če je trditev pravilna, in če ni pravilna, pobarvaj okence z ne. Potem pa si preberi navodila še pri drugi in tretji nalogi. V nadaljevanju najdeš rešitve, ampak ne goljufaj. Reši najprej sam in potem preveri. Preveri svoje delo. Sedaj boš pa na strani 63 pozorno prebral, kar je zapisano v oblačkih, in malce polistal nazaj po teh modrih straneh ter ponovil, kaj smo počeli sedaj že nekaj časa. Pogovarjali smo se o poimenovanju ženskih, moških, potem pogovarjali smo se, kako izrazimo neko svojino, ne rečemo klobuk od očeta, ampak očkov klobuk. In pogovarjali smo se tudi o
kako povemo, da se je nekaj zgodilo, da se nekaj dogaja in da se nekaj šele bo zgodilo. Ko si to pregledaš in prebereš, nadaljuj naprej. Preveri svoje znanje na straneh 64 in 65, rešuj samostojno. Na koncu si ne pozabi prilepiti čebelčka, starši naj pošljejo fotografijo tvojega izdelka, da preverim še jaz, kako je šlo. Pri odgovorih 3. nalogi ne pozabi označiti velike začetnice in pike, enako tudi pri 4. nalogi. Sedaj se pa loti z delom.